Smo v Kosovski Mitrovici, torej razdaljenem mestu. Kot vidite, tukaj pred nami je most, ki je zaprt za promet. Pešci lahko prehajajo in kolesarji, stražijo ga mednarodne sile. Tukaj tik pred nami vidite naše sosede Italijane, kako se trudijo za mir na Balkanu in na Kosovu. Na drugi strani je srbski del, tega bomo še potem pogledali. To je ta tako imenovani severni del Kosova, okrog katerega potekajo kar naprej ugibanja, ali bo zamenjan za Prešovsko dolino na srbski strani, kjer živijo Albanci, to je proti makedonski meji, nad čemer nihče ni navdušen, ampak morda je to ena od rešitev. Nad tem razdeljenim mestom, ki je bilo eno recimo temu najbogatejših mest z največjimi prihodki na Kosovu. Zaradi česa? Tukaj so, kot vemo, znani rudniki. Tukaj je, čez tiste hribe tam je Stari trg, torej tisti rudniki Starega trga, ki so znani nam Slovencem predvsem po letu 1989, se pravi stavki rudarjev, gladovni stavki rudarjev, s katero so hoteli zaščititi ukinitev avtonomije na Kosovu. Takrat se je pravzaprav ta zadeva sploh začela. To je začetni stadij propada Jugoslavije, bi lahko rekli. Torej, rudniki so bili en del tega bogatstva, tega pač nekega dobrega standarda, ki ga je tudi delavcem ali predvsem delavcem prinašalo to mesto. Drugo je pa znana tovarna akumulatorjev Trepča, z druge strani, ki pa je popolnoma propadla. Čeprav seveda danes, kot vemo, so akumulatorji prihodnost, pa vendarle niso znali to nekako tukaj ohraniti. Tako da danes je Kosovska Mitrovica verjetno najrevnejše mesto na Kosovu. Tukaj je vredno omeniti še nekaj. Tisti ogromni steber, tisti ogromni kolosej betonski na tistem hribu je spomenik upornim rudarjem, ampak tokrat iz druge svetovne vojne, ko so se uprli torej okupaciji. To je eden redkih spomenikov na Kosovo iz partizanskih časov, ki je še ostal, verjetno zato, ker bi ga bilo pretežko zrušiti. Vse drugo, kar spominja na partizanski odpor in tudi bratstvo in enotnost, je tukaj praktično izginilo. Tukaj sta bila simbol bratstva in jedinstva dva človeka, en Srb in eden Albanec, Boro in Ramis, kot so jima rekli. No, njima so spomenik tam, kjer sta padla, porušili, je izginil. Ostal je samo še nek center v Prištini, ki je tak napol propadel trgovski center, ki se po njiju imenuje. Včasih je bilo pa to neko kulturno središče. No, sedaj gremo na srbski del, pa bomo videli, kako izgleda zadeva tam. Sem smo prišli z našim kolegom Jusufom Osmanijem, ki on je danes naš spremljevalec in šofer, in seveda boljšega poznavalca Kosova si nismo mogli izbrati. Ta most je, kot vidite, čeprav gre za razdeljeno mesto, zelo prehoden. Tudi zaradi tega, ker trgovina ne pozna meja. In Srbi imajo pač boljši sir in boljše kmetijske pridelke, zato se velik del Albancev, torej Kosovarjev, Albancev iz Kosova, hodi po nakupih na drugo stran. Vmes takole najdete pa tudi še kakšne druge vrste tujce, ki so tukaj zašli verjetno iz kakšnih drugih vojen in novih meja, ki tukaj nastajajo. Še vedno smo v Kosovski Mitrovici, ampak sedaj na srbski strani. Tukaj pred sabo vidimo spomenik srbskim žrtvom zadnje vojne, torej vojne med Albanci in med Srbi na Kosovu. Vsak seveda slavi svoje žrtve s
skozi spomenike in na različne druge načine in krivi drugega za vojne zločine in vse drugo. Most, kot smo rekli že prej, je prehoden za pešce, ni treba kazati nobenih dokumentov, ni pa možen promet. Gre pa za dva povsem ločena dela mesta z kosovskimi tablicami, torej s kosovskimi avtomobili ni mogoče priti na kosovsko stran in kot lahko vidite tukaj, so na avtomobilih srbske tablice, Kosovska Mitrovica in srbske tablice. No, tudi z te strani prehod in mir med enimi in drugimi čuvajo naši sosedje, italijanski karabinjeri. Mi smo bili prej na pijaci, torej na tržnici tukaj, ki je izjemno živahna, govorili smo z različnimi ljudmi. Pravzaprav se tudi skozi pogovore z njimi kaže ta tragična razdeljenost. Gospa, pri kateri smo kupovali med in sladko, to je posebna zgoščena vrsta marmelade, je povedala, da ima otroke in v Prištini in v Beogradu, in tudi razložila to zgodbo, kako jo je ta razdelitev in ta vojna prizadela, in takih družin je seveda, ki jih je ta konflikt, ta ločitev, razpad Jugoslavije in potem tudi osamosvojitev Kosova izjemno prizadela. Drugače so pa ljudje izjemno prijazni, komunikativni, tržnica je neverjetno bogata, tako da je pravzaprav to, kakor je tragično, ampak na nek način je tudi zelo turistično in zelo, bi rekli, etnološko mesto. Med drugim smo dobili nekaj zelo zanimivih receptov, kako se obarijo paprike, pa tudi še kaj drugega, kar ne sodi strogo v zgodovinsko znanost, ampak nekako pa seveda popestri tudi zgodovino. Tu spodaj pa teče reka Ibar. Ja, to še moramo reči, ja. No, da še bomo pogledali. Tukaj bomo tlele na mostu. Sedaj se vračamo v albanski del, torej kosovski del Mitrovice preko mosta. Pod nami je reka Ibar, ki ločuje oba dela mesta. In po kateri je tudi nekdanje cigarete, ne vem, če so še. Ja, jugoslovanske cigarete. Tukaj seveda se bo postavilo vprašanje, ali to smemo sploh povedati, ker lahko rečejo, da reklamiramo tobak, tobačno industrijo, ampak jugoslovanske cigarete so se že v Kraljevini, pa tudi kasneje v socialistični Jugoslaviji imenovale po rekah, tako poznamo Ibar, Drava, Morava in še nekatere druge. Kakšna je povezava med rekami in tobakom oziroma cigaretami, pa še nismo raziskali.